Razlogov je več. Eden izmed pomembnejših je, da je nekako bil političen proces v sami Turčiji v zadnjih pol leta nekako v mrtvem teku. Medtem ko je Erdogan želel uvesti tako imenovan predsedniški sistem oziroma bolj predsedniški sistem, v katerem bi dejansko imeli neke vrste napol avtoritarni režim, očitno v vojaških krogih temu niso bili pretirano naklonjeni in zato je prišlo do državnega udara, za katerega je očitno predsednik Erdogan vedel in ga pač v tem kontekstu političnem, notranjepolitičnem tudi izrabil. Druge možnosti preživetja v tistem danem trenutku on pravzaprav ni imel. Tisto, kar mu je šlo v prid, je to, da vojska očitno, da počisti niso bili odločeni storiti vsega, da bi prevzeli oblast. Turčija bo šla v smeri modela demokracije, če temu tako rečemo, kakršni smo priča v Rusiji. Se pravi, to bo neke vrste, bo demokracija v nekem zelo omejenem smislu, bo zelo usmerjena, vodena, vodilna stranka, AKP bo vodilna stranka, bile bodo tudi neke satelitske stranke, ki pa bodo igrale predvsem neko vlogo, neke mimikrije, nekega privida demokracije, medtem ko pravi vzvodi moči, oblastne moči, tudi siceršnje moči bodo skoncentrirani v Erdoganu in tistem ožjem krogu njegovih sodelavcev. In Turčija svojo prihodnost mislim, da vidi v smeri Evroazijske unije, Šangajske skupine, ki dejansko Azija postaje celina prihodnosti, ampak Turčiji predvsem je pomembna zveza NATO, zaradi tega, ker je zveza NATO garant, varuh obstoja turške države. Sicer, če Turčija ne bi bila v zvezi NATO, odprla bi se marsikatera vprašanja, ki bi ogrozila ozemeljsko celovitost te države. Tukaj so strateški interesi tako na strani Turčije, da do tega ne pride, kako tudi na strani Združenih držav Amerike. Seveda, če bi se zadeve vezane na te čistke preveč poglabljale oziroma preveč zaostrile, bomo lahko priča določenim, recimo temu, političnim sankcijam v okviru zveze NATO, ampak jaz osebno, glede na strateški pomen, ki ga Turčija ima, in pa glede na to možnost, da ta južno krilo dejansko NATO z nekim odhodom Turčija razpade, mislim, da do tega ne bo prišlo. Lahko da bo še neke politične sankcije v smislu omejevanja nekih političnih moči znotraj NATO, medtem ko v tem vojaškem segmentu jaz tega ne vidim. Tukaj je enostavno interes obeh strani, tako Združenih držav Amerike, NATO, kot tudi Turčije tolikšen, da do te prekinitve ne bo prišlo. Tudi celoten ta koncept čistk v družbi, ki so presegle te varnostne sile, gotovo Turčijo oddaljujejo od Evropske unije. Moja ocena je, da neke realne prihodnosti v srednjeročnem obdobju 5-10 let, da bi Turčija postala polnopravna članica Evropske unije, pravzaprav ni. Tisto, kar bo treba pač sprejeti tako na evropsko-turški strani, je pač neko strateško partnerstvo, ki bo pogodbene narave in zelo jasno definirano, kakšen obseg sodelovanja na katerih področjih in s kakšnimi cilji. 40% blagovne menjave Turške poteka z Evropsko unijo, tu so investicije, tudi za Evropsko unijo je Turčija pomemben partner. 80 milijard izvoza Evropske unije letno v Turčijo, 62 milijard uvoza. Že omenjene investicije, Turčija je 5. izvozni trg Evropske unije, gledano v celoti, tako da če se pogovarjamo o teh kategorijah, bi rekel, da pravzaprav tudi Evropska unija ne bo zelo zainteresirana te tokove prekiniti in da bo vsekakor poskušala vplivati na turško politiko, da umiri situacije in da, kot sami Turki ves čas ponavljajo, nadaljuje s poslovanjem. Ja, Turčija je tako na robu dvajseterice, na zunanjem robu, recimo dvajseterice najpomembnejših zunanjetrgovinskih partnerjev Slovenije. Približno 600 milijonov menjave se odvija blagovne letno, vsaj toliko je bilo lani. Temu je treba dodati še storitveno menjavo, seveda, kjer je še približno 70 milijonov te izmenjave. Pri odnosih za Turčijo, poslovnih, gospodarskih, gre
Mogoče bolj za ta potencial, ki ga Turčija nudi, ne, slovenskemu izvozno orientiranemu gospodarstvu. Ne. To je tisto, kar je v Turčiji še ogromno prostora. Ne. To je pač ogromna država, velika ekonomija in če se zdaj pogovarjamo o perspektivah sodelovanja glede na nastalo situacijo v Turčiji, je mogoče tisto, na kar je treba biti pozoren, so potenciali, ki so morda sedaj malo ogroženi. Navezava poslovnih stikov v Turčiji je vezana na tako rekoč na večletne osebne stike. Težko je priti do pravih odločevalcev. Ko prideš, je seveda posel lahko izvrsten, ne? Ampak to priporočilo slovenskim podjetjem, naj ne hodijo v Turčijo brez strategije, naj ne hodijo z vedenjem, da bo ta proces navezave stikov in pridobitve posel lahko dolgotrajen in da bo veliko stal. To bi bilo tisto, kar bi poudaril.